Predstavljajte si, da bi lahko rešili se svojih neprijetnih občutkov, da bi se lahko rešili izgorelosti, da bi našli ključ do tega, kako se v bistvu svoje telo očistiti. Predstavljajte si, če so vaši občutki enkrat šli v vaše telo in vam povzročili vaše težave, da lahko gredo tudi ven iz vas. In predstavljajte si, da bi se lahko naučili tega, da bi lahko dobili moč nad tem, da če so se neki občutki vas vtisnili, če je prišlo do izgorelosti, ne vem, tesnobe, nespečnosti, panike, da lahko to tudi gre ven iz vas. Da to niste vi, da je to samo nekaj, kar se je vtisnilo v vas in da lahko gre tudi ven iz vas. Okay? Predstavljajte si, da so ti občutki kot obleka, ki jo oblečemo, okay? In jo lahko tudi slečemo. Da to niste vi, da to ni vaše bistvo. In kaj, če bi lahko, tako kot se stres nabiral v nas, pač z obleko oblečemo, ampak stres se je nabiral v nas, da bi lahko ta stres dali tudi ven iz nas. Okay? In predstavljajte si, da obstaja način, da se vi tega naučite danes. Torej, če se je tekom življenja stres nabiral v vas in vam danes povzroča neke zdravstvene težave s počutjem, da lahko ta stres tudi damo iz sebe ven, podobno kot če bi obleko slekli pa zamenjali drugo, ker ta srajčka, to nisem jaz. Okay? Jaz to srajčko lahko dam stran, lahko oblečem drugo, lahko oblečem pulover, karkoli. Torej, kaj, če se je ta stres v obliki občutkov nabral v nas in kaj, če mi se danes naučimo, da lahko to damo ven iz nas. Ja? Čeprav je nevidno, čeprav medicinski aparati tega ne pokažejo, ampak kaj, če bi lahko danes dobili kontrolo nad sabo, se naučili tega mehanizma, se naučili tega principa in kaj, če bi se danes mi naučili, da stres, ki je šel v nas, lahko gre tudi iz nas ven. In to je današnja tema in preden grem še malo globje, bi vam rada pokazala eno sliko, da vam da vam čim bolj približam to. Takole. Evo. Torej, upam, da vidite zdaj, tu je kača pa ena vrv. Vidite? Samo, če mi lahko Pati spet napišeš ali pa Dani, da vidim, če vidite, če se je pokazalo prav. Ja, vidite, okej. Poglejte, en pregovor obstaja, za katere mladi mislim, da ga ne poznate dobro, starejši pa ste ga mogoče že slišali. Pogovor se glasi takole. Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Torej, kaj to pomeni? Na levi strani imamo modrasa, to je kača. To je strupena kača, modras je strupena kača, ki tudi pri nas je. Modras je kača. Če kača nekoga piči, pregovor reče, kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Ful pomembno, da si to zapomnite danes, ker na osnovi tega koncepta vam bom ostale stvari razlagala. In boste jih tudi doživeli na svoji koži. Torej, kaj se zdaj zgodi? Kača nas je pičila, recimo nekoga je nekoč pičila kača, saj si lahko predstavljate. In od takrat predstavljate si, da ta oseba mora iti v bolnico, da mu dajo tam protistrup, skratka zdravniki ga rešijo, ampak ta oseba, ki je doživela to, ima v sebi od takrat naprej strah pred kačami še večji in ta strah pred kačami je tako velik, da se on začne bati tudi vrvi, ki je zvita v obliki kače. To zdaj je najboljša vrv, kaj pač nekaj približnega sem našla, kot slike ne. Se pravi, nekdo, ki ga je pičila kača, je dobil, kljub temu, da so ga zdravniki rešili, kljub temu, da so mu dali protistrup, kljub temu, da so ga po nekaj dneh spustili iz bolnice, kljub temu, da danes on normalno živi, ampak nekaj je v njemu ostalo.
ostal mu je strah pred kačami in ta strah je postal pomemben, ker bi mu lahko bilo življenje ogroženo, in ta strah je postal tako velik, da se ta oseba danes ne boji samo kač, ampak se ta strah razširil tudi na vrv, ki je zvita. In kakšne veze ima to z nami? Torej, če je kača nekoga pičila, je to stresni dogodek, ki je šel v njega. In kljub temu, da je situacija danes rešena, da te kače ni več v njegovem življenju, da je ta oseba zdrava, da so ga zdravniki rešili, kaj mu ostalo? Ostal mu je spomin na ta dogodek, poleg spomina mu je ostal občutek. Okej? Bom zdaj to ugasnila, to deljenje. Torej, nekdo, ki ga je pičila kača, se boji zvite vrvi. Zelo pomembno, da to razumete. In kaj mu od zdravniki so ga rešili? Kače ni več. To se je zgodilo 10 let nazaj. Ampak kaj temu človeku ostal? Ostal mu je spomin na to, na celo zgodbo, torej bil je v naravi, pičila ga je kača, bilo je težko, ne vem, kaj točno se dogaja, bolečine, šel je v bolnico, zdravniki so mu pomagali, ostal mu je spomin na vse to, kar je doživel, plus spomina so mu pa ostal strah. Naslov knjige je celo Telo vse ve, telo si se vse zapomni. In telo si je zapomnilo. In ta oseba bo karkoli bo v življenju delala, bo imela povečan strah pred kačami, ne samo pred kačo, ampak pred zvito vrvjo. In kako mi zdaj tej osebi lahko pomagamo, da se reši teh občutkov strahu? Kako? Milej lahko rečemo, pa poslušaj, pa saj kač zdaj tu ni, zima je, na varnem si, v hiši si, ampak ta oseba bo videla kačo na televiziji in se bo odziv telesa, takoj bo strah. Videla bo zvito vrv, debelo, recimo približno tako kača, njo bo strah. Zakaj? Ker telo je od tega stresnega dogodka dobilo spomin v telo, plus dobilo občutek. In če hočemo tej osebi pomagati, ni dovolj, da ji rečemo, pa daj nehaj, glej, mimo je, zima je, kač ni, kače so, ne vem, kje, pod zemljo ali skrite, kakorkoli, kač ni, na varnem si, v stanovanju si, v hiši si, ne vem, bloku si, v 5. nadstropju, ni kač tu. Ampak telo je ostal spomin. In samo z logičnim pogovorom ne moramo tega rešiti. To morate zdaj razumeti, ker tukaj delate mi največjo napako. Z logičnim pogovorom tega ne moramo rešiti. Ja, logika nam tu odpove, zakaj, ker je šlo to našo podzavest, ker je šlo naše telo in ko bo ta oseba videla sliko kače, bo ona, ali bo srček začel, ali bo začelo stiskati, ali pač začela se bo potiti, strah in vsi ti mehanizmi povezani z nekim stresnim odzivom se bo v telesu zgodili. Tako kot sem pa začela, torej, če je lahko šel nek stres v nas, občutki, ki nam je stresna situacija povzročila, lahko grejo tudi iz nas. Ker ta oseba, in ta strah pred kačo je kot obleka, ki jo oblečemo in lahko tudi slečemo. Okej? Zdaj pa, kako tej osebi pomagamo? Kako se lahko reši ta oseba tega strahu, ne s tem, da jo prepričujemo, da je to brez veze, ker ne bo šlo. To mogoče že veste. Ne s tem, da ji rečemo, pač ne s tem, da jo prepričujemo. S tem absolutno ne. Tudi ne s tem, da rečemo preusmeri misli. Ker tudi to ne bo šlo, ker telo ima svojo moč. Kaj pa je pomaga? Pomaga edino to, da ta oseba pogleda izvor tega strahu, da se v mislih vrne tja, da na nek način dovoli, da ti občutki pridejo na plano, da uporabi to tapkanje, da podoživi ta dogodek, da gre strah ven iz tega in da ostane samo nevtralen spomin. Torej, mi ne moramo spremeniti, da je človeka pičila kača. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Ne moremo niti narediti, da bi spominov brisati, ne moremo to iz naše psihe narediti, pa naj bo še taka dobra terapija. Vendar nekaj pa lahko naredimo.
Lahko pa iz nekega bolečega spomina, ki je bil res težek za nas, ki nam je pustil neko posledico, občutke pa mi lahko brišemo. In to je bistvo tega našega druženja, to je bistvo te terapije, s katero mi lahko katerikoli odziv telesa iz telesa izbrišemo, če se tega resno lotimo, če gremo sistematično en spomin za drugim, ki je bil za nas stresen, predelati na tak način, da spomin bo ostal, občutke bomo pa zbrisali. Ja? In kako si zdaj tu sploh pomagati, to je prva stvar, ki jo morate razumeti. Torej, ko pridete k meni in tudi pridete in na osebni podpori, jaz delam samo to z vami. Imamo neko reakcijo telesa, mene samo zanima, in ta reakcija je kot strah pred kačo, mene samo zanima, kdaj je kača pičila. In kateri občutki so šli takrat v vas. In kako lahko jaz te občutke iz vas izbrišem. To je vse, kaj delam z vami na osebni podpori, in to je tudi glavnina dela, ki ga delamo tukaj skupaj. Torej, če imate vi danes tesnobo, potem pomeni, da vas je kača pičila, pa verjetno ne enkrat. Tesnoba je kompleksna stvar. Verjetno je bilo to velikokrat. In zato moramo pač ta postopek ponavljati. Zato je ta terapija 3 mesece. In zato nekateri, ki ste imeli veliko teh pikov kač, simbolično rečeno, pač vas čaka malo več dela. Ne? Torej, kaj zdaj delamo na tej terapiji? Pogledamo, kako se počutim. Aha, to je moj odziv telesa, ko gledam zvito vrv, in gledam nazaj, kdaj je mene pičila kača. Razumete? In včasih so stvari kompleksne, ponavadi so, če ste prišli tako daleč, da ste rabili pomoč, da ste prišli do mene. Torej, iščemo, katere vse situacije so bile v mojem življenju, ko me je pičila kača. Oziroma, ko sem doživel žalost, ko sem doživel jezo, ko sem doživel frustracijo, ko sem doživel občutek manj vrednosti, ko sem doživel bližino bolezni, ko sem doživel bližino smrti, ko sem doživel katerokoli stresno situacijo, ob kateri ljudje pač neki občutki gre v nas. V nas gre strah, v nas gre žalost, v nas gre jeza, v nas gre frustracija, v nas gre nemoč, v nas gre manj vrednost, v nas gre še ogromno drugih nians občutkov. In tudi vzorci grejo na ta način. Ja? Torej, ta koncept morate razumeti. In ko ste prišli, zdaj ste vi prišli k meni, nekateri imate izgorelost, drugi imate tremo, tretji imate pač neko nemoč, imate močno anksioznost, ne spite. Postopek je vedno isti. To pomeni, da ko imate te občutke v telesu, ko vam vaše telo kaže, ne morem več, ko nimate več iste energije, kot ste imeli včasih, ko vam srček razbija ali kakorkoli, ko ste utrujeni, ko bi karkoli pač se vam neprijetnega dogaja, vedno je isti postopek. Jaz z vami samo iščem, kdaj vas je pičila kača. In to delam toliko časa, da iz vas toliko teh občutkov zbrišemo skupaj seveda, ne? Da preprosto se telo pomiri, da zadihate, da ni več tega strahu vas, da ni več tega, vedno moram biti pripravljena, da ni več te ogroženosti v vas, in več kot tega iz telesa zbrišemo, bolj mirni ste, bolj simptomi anksioznosti izginjajo, dobivate nazaj svojo energijo, dobivate nazaj svojo moč, dobivate nazaj svojo samozavest, in preprosto začnete živeti tako, kot vi v resnici ste. Okej? Tako. In zakaj vam to razlagam? Ker bi vas jaz rada naredila samostojne. Ker bi vam jaz rada dala to, da boste vešči tega, ne samo, da tudi logično razumete, da boste ko sami sebi. Okej? Pa da boste vedeli, kaj v bistvu vas čaka, kaj morate narediti, če se hočete rešiti svojih strahov in neprijetnih občutkov. Pa naj bojo to mehke noge, naj bo to tiščanje v prsih, naj bo to strah, paničen strah za otroka, naj bo to, ne vem, občutek nemoči, izgorelost, karkoli. Vedno je postopek isti, vendar ga moramo večkrat ponavljati. Okej?
hvala, ker ste bili z mano do konca. Če vam je ta video prinesel vsaj malo jasnosti in občutka, da niste sami in da je rešitev za vas možna, potem vas povabim, da si spodaj v opisu videa snamete moj brezplačen priročnik. Pomagal vam bo narediti prve korake do več miru, stabilnosti in zaupanja vase. Če pa začutite, da bi potrebovali pomoč na tej poti in se želite iskreno pogovoriti in se zavedno rešiti izgorelosti, tesnobe ali notranje stiske, potem sem tukaj za vas, za brezplačen pogovor. In tudi tukaj povezava do te rezervacije termina je spodaj v opisu videa. Veselim se srečanja z vami.